izmed nas se spominja Grimmove pravljice Sneguljčica. Tokrat so na odru blejske festivalne dvorane spomine iz otroštva obudili pevke in pevci z istoimenskim mjuziklom. Za zadnji večer 23. festivala Bled je bila na vrsti pozitivna predstava, mjuzikal v moderni preobleki avtorice Alenke Gotar. Mjuzikal Sneguljčica je nastal na pobudo dejansko mojih študentov in sem kot ljubiteljica slovenske pop glasbe, jaz jo obožujem, sem enostavno nekako naredila en tak luščen konglomerat in komedijo na podlagi Grimmove pravljice, ki je v bistvu, in potem je nastal mjuzikal, ki je skoraj da bolj za odrasle kot za otroke, kar je super, da lahko tudi odrasli kdaj pa kdaj zaplavamo malo v eno pravljico, da se napolni duša, ker tudi to je pomembno. Mjuzikal je dinamičen, poln smeha in vesele glasbe. V njem nastopajo pevke in pevci, ki svoje znanje izpopolnjujejo v pevski šoli Alenke Gotar. Oni me ohranjajo mlado in njihova energija pa njihov svet, ki je vedno znova prepleten z mojim, učijo me stvari, dobro, včasih mi kakšno stvar rečejo, tako, ko nisem znala Instagrama uporabljati, ne tega nobenemu povedati, da tega ne znate, pa naučijo me tiste njihove stvari, njihov svet, ki ga jaz lahko potem s pridom uporabim tudi v delu z njimi. Aleksandra poje že od svojega 6. leta, igranje v mjuziklu Sneguljčica pa ji predstavlja prav poseben izziv. Ja, meni je v bistvu nek tak poseben občutek. Sem sicer že v osnovni šoli igrala v enem mjuziklu in vedno sem si želela v nečem večjem igrati. In je v bistvu prav fajn občutek, da se lahko združi vse talente hkrati in se pač nek izdelek pokaže na koncu. Pa da so pač tudi gledalci veseli in zadovoljni, da rečejo, to je bilo pa super. Petje, ples in igra. Vse to počne tudi Žiga, ki v mjuziklu igra princa. Se zelo lepo povezuje glasba z igro in da se povezuje v bistvu skladbe z samo v bistvu vsebino mjuzikla. Poleg princa in Sneguljčice na odru seveda ni šlo brez 7 palčkov. Ja, mi predvsem hočemo, da se ljudje počutijo, da ne glede na to, koliko so stari, vedno lahko grejo na oder pa nekaj naredijo. Sanje pač nikoli ne umrejo in vsak lahko doseže tisto, karkoli si želi. In mi predvsem hočemo, da se ljudje toliko zabavajo, vsaj pol toliko, kar se mi zabavamo na odru in na vajah. In z nasmehom na obrazih nastopajočih in poslušalcev se je zaključil še en festival Bled. Jaz lahko rečem spet, da je ljubezen zmagala, ker veste, nekateri festivali so profesionalni, pač mi vsi hodimo v svoje službe in to delamo res iz ljubezni in dokler bo še zdravje dopuščal, mislim, da bomo vztrajali. Zadovoljen sem z vsemi nastopajočimi, tudi z obiskom, z vsem. Za konec pa lahko rečemo le še vabljeni na festival Bled 2019.